Kristjan, lepo zdrav. Danes z mano aktualni svetovni prvak, športnik leta. En lepo zdrav. Najprej me zanima nekaj. Kako to, da si se ti začel ukvarjati s športom? Evo, čisto ključno, kajti v osnovni šoli sem bil kar antišportni, pa nic mi ni talent za nič. Tako sem v osnovni šoli učitelj rekel, da ne sunem malo kroglo, ko smo kopali nekaj. Pa sem bil kar močen še takrat. Dolče letelo, pa me prijavil na šolsko tekmovanje. Tam pa me te pač videl prvi trener. Pa me vprašal, če imam željo probati priti. Pa sem rekel, v redu, pridem. Ampak želeli so se te tudi v drugih športih, ne? Ja, seveda, ja. So me v najčih želeli, ker sem bil že v 9. razredu, sem bil 2 metra, tako veliki sem bil. Malo sem bil neroden še takrat. Sem pa se odločil med košarko in atletiko, ampak vseeno sem bil v srednji šoli tu na Ptuju. Atletika je bila tukaj dobra, košarka ni nekaj na Ptuju, tako da se pa za atletiko odločil in moram reči, da mi ni žal. Kako je glede vzornikov? Imaš vzornika, si imel kdarkoli vzornika? Kako je glede tega? Ja, v športu, seveda v atletiki me to diska s njim očetko, enega Nemca, Roberta Hartinga, ki sem ga tudi spoznal v prejšnjem letu. Potem seveda Gerd Kanter je tudi bil vzornik eden, ker pač ti je bil na vrhu tudi moj trener trenutno. Tako da pač tudi vzorniki v metu diska. Kaj pa ostali? Smo se enkrat pogovarjali, si dejal, tudi Michael Jordan si ga spremljal, njegove neke kvote in to. Kako pa je pri ostalih športnikih? So ti tudi motivacija? Ja, seveda, moj vsak športnik je motivacija, kajti vsi se trudimo najboljše narediti iz sebe in najboljše tekmovati, kaj se da. Ampak, tako sem rekel, pred ko začel trenirati, nisem bil nekaj v športu, nisem ga dosti spremljal tudi, tako da nisem niti dosti vedel. Potem sem pa začel spoznavati šport, ko sem začel trenirati. Če se malo zdaj vrnemo na začetek tvoje športne poti, si bil vseeno v družini, kjer se ostali niso ukvarjali z športom. Se ti zdi, da si imel dovolj podpore ali kako je bilo to glede tega tvojih začetkov? Mislim, da odpore sem imel dovolj, imel sem že dovoljenje, ja, lahko grem. Okay. Že to? Ja, seveda. Potem pa seveda prevozi na trening domov niso bili težava, ker imamo redno avtobusno linijo smo imeli. Vsako uro pelje avtobus, tako da to je bilo enostavno. Potem seveda financiranje tudi najprej od doma, seveda prve priprave, ata prodal bika, da sem jaz lahko šel na priprave. Tako da, mislim, podpore sem imel kar dosti tudi doma. Ko si zdaj omenil to prodal bika, kako zdaj gledaš na to, oziroma tudi tvoja družina? Niste bili zdaj tako finančno, da bi lahko podprli te na tak način, mogoče, ko bi si želel ali pa ko je bilo potrebno, ste prodali bika. Kako, mislim, meni je zadeva fascinantna. Kako zdaj ste se pogovarjali, kaj glede tega doma, pa ko si osvojil na slov svetovnih prvakov, kako te doma gledajo? Ja, seveda pač podpirali smo me, koliko so me lahko. Nismo imeli zdaj velikih financ, seveda nismo se mogli privoščiti vsega, ampak podpore sem imel dovolj, da sem lahko šel kam. Seveda zdaj na to pač se nazaj gledamo, malo se smejimo, kajti kam sem zdaj prišel, res pač zelo, zelo dobro in zelo hitro. Proti temu pač koliko časa treniram. Kaj misliš, da pa je potrebno, da prideš na res vrhunski nivo, bomo rekli, ker veliko je takih sploh mladih športnikov, si mislijo, vsak bi rad bil nek svetovni prvak olimpijski, noben pa ne bi bil pripravljen narediti za to. Kaj misliš, da je potrebno, da prideš na ta najvišji nivo? To je zdaj težko reči. Seveda dosti jih tudi reče, da sem zelo veliki talent za disk. Tudi višina, dolžina mi pomaga pri tem. Ampak vsekakor že od doma na kmetiji sem delal doma, tudi na njivah, tudi ročno. Dosti je delal, tako da sem neki red že imel, nekaj sem bil navajen že delati. In tudi trenirati ni bilo težko, imel sem veselje do treninga in pač toliko lažje tudi šlo. Zdaj, če malo gremo na eno malo drugačno sfero, če bi lahko bil superjunak, kateri bi bil in pa zakaj? Zdaj seveda Superman je najboljša, pač tudi to sem dobil ti vzdevek preko slej, tudi lansko leto po Tokiu sem dobil vzdevek, zato ker pač nosim očala in sem podoben Clark Kentu. Ampak meni je vedno, kaj sem že pač Marvel fan, mi je vedno bil Iron Man, mi je bil najbolj všeč. Čeprav ni neki superjunak, ampak on mi je bil najbolj všeč. Super. Zdaj, če gledamo tako generično, kaj ti pomeni šport? Kaj za tebe je v bistvu šport, glede na to, da se lahko ukvarjaš, da si svetovni prvak, da si lahko vzor mladim? Kaj ti pomeni šport? Šport je nekaj vrhunskega, se lahko v življenju zgodi, kajti šport je neka nove poti odpre,
neko drugačno življenje imaš, kot če bi bil brez športa. Seveda potlej ostaješ vedno fit, zdrav, se rekreiraš in seveda dosti ljudi spoznaš v športu v tujini, dosti kontaktov navežeš in seveda pač je drugačno življenje, kar ti šport tudi ni večno, ne. Šport je samo tisto, ne vem, 10-15 let, potem pa lahko živiš tako drugi naprej. Če se malo dotaknemo družbenih omrežij, se mi zdi, da so zdaj postala že nekako stalnica, da na nek način ne gre brez njih tudi zaradi sponzorjev, zaradi vsega, zaradi navijačev, konec koncev. Kako ti sam gledaš na družbena omrežja? Ja, danes če nisem na družbenih omrežjih, te v bistvu sploh ne obstajaš, skoraj da. Seveda pač je v redu, da jih imaš, pač spoznaš veliko ljudi, dosti stvari preko družbenih omrežij in danes je kar pač dobro, da jih imaš. Pridejo tudi težki dnevi, kak poraz, met, ki ni bil okej, oziroma nisi bil sam zadovoljen. Kaj Kristjana naredi takrat, ko so težki trenutki? Kaj narediti v bistvu? Ja, seveda, na začetku ni najbolj enostavno. Pač razmišljaš, kaj si naredil narobe, zakaj je šlo tako, potem pač se osredotočiš na tisti glaven cilj, kaj je ti res cilj v športu in pač začneš spet trenirati od tega momenta. Kajti lansko leto na Evropskem je res bil razočaran, ni mi šlo, imel sem najslabšo tehnično predstavo, kaj sem imel v celi sezoni, na skoraj največji tekmi v sezoni in seveda pač pobereš se, greš naprej, kajti pač tam se ne zaključi, imaš še dosti pred sabo. Govoril si o cilju, kaj pa je tvoj ultimativni cilj? Naslov svetovnega prvaka si že dosegel, kaj je tvoj cilj? Seveda, večkrat že imel svetovni rekord in ko ti hočem napraviti kar krepko, ne zdaj samo za par centimetrov, ampak kar mejo visoko postaviti. Prej smo govorili o tem, ravno o porazih, o težkih trenutkih. Misliš, da je za napredek bolj pomembna zmaga, ko zmaguješ, ali poraz, se iz tega več naučiš? Po mojem, da prvo poraz te kar dosti nauči, kajti v mladinskih tekmovanjih, na evropskih, svetovnih, vedno sem bil kandidat za medaljo, pa nikoli nisem prišel v finale. Tako na zadnjem sem imel 2018 bil Tampere U20 svetovno, jaz sem bil kandidat, da bi zmagal lahko z levo roko metal. In nisem prišel v finale. Bil sem, ne vem, 15, 16. Tako da potem pač res da veliko šolo, veliko za razmišljati za naprej, da pač porazi so, zgodi se, tudi če si kandidat za zmago, ne se vedno poklopi, pač moraš trajati naprej in se pač osredotočiti na tiste prave velike cilje. Kaj pa sponzorji? Koliko so pomembni sponzorji, sploh vemo tudi v tvojem športu, so finance pomembne? Kakšna je ta povezava, oziroma kako je pomembna povezava športnika z poslom oziroma z sponzorji? Ja, seveda, sponzorji so dobrodošla, pač predvsem v atletiki, ki ni zdaj finančno toliko zmogljiva, tako kot kaki nogomet, tenis in še tako naprej. Pač sponzorji dajo veliko, da se pokrijejo stroški večinoma cele sezone, kajti sezona vrhunskega atleta tudi ni poceni. In seveda potlej tudi za naprej, da si nekaj pač, lahko rečem, prišparaš, kajti šport ni večen, pač narediš maksimum iz tega, kar imaš, da lahko potlej naprej nekaj narediš. Velikokrat se sliši, da ste športniki sami. Zakaj misliš, da je temu tako, oziroma kaj narediti, da ne bi bili več športniki tako prepuščeni, bom rekel, sami sebi, tudi konec koncev, ko ste mladi, ne? Ja, seveda, ja. Bolj ko ne tudi na sebi gledam, bil sem bolj ko ne sam, ali pa v narobnih rokah. Tako da, seveda, neka izobrazba je potrebna, pač, da se izobrazimo na tej strani, kako delati z sponzorjem, kako na sebe delati, kako v športu funkcionirajo stvari. Seveda potem pa, ko si na vrhunski ravni, pač nekdo je potreben, da se to vse organizira, da se dela na tej strani. Če bi lahko šel v preteklost nazaj, kaj bi rekel mlajšemu sebi, kaj bi rekel Kristjanu v bistvu, ko si bil mlajši, kaj bi si svetoval, kak nasvet bi si dal? To se je težko reči, kajti bolj ko ne je vse šlo po načrtih. Rekel pa bi pač, da še vedno vztrajati, ne glede na to, kaj se zgodi, kajti ni vse tako črno-belo, ko na začetku izgleda, vedno je kar dobra pot. Postal si tudi ambasador Mastercard.
športne akademije. Kako ti gledaš to, da smo naredili en projekt oziroma en sistem, kjer lahko mladi dobijo, kot si rekel, prepotrebno znanje na začetku svoje športne poti, jih tudi financiramo. Kako gledaš ti na ta projekt, da si lahko tudi na nek način v akademiji vzor mladim? Ja, seveda vedno je neka spodbuda tudi za mlade, da ima nekega vzornika, ki gleda k njemu, ki se od njega učijo, in seveda s ponosom sem tudi ambasador te akademije in upam, da se bo kdo še kaj naučil in nam pač lahko neka znanja, ki tudi mogoče jaz imam, da predam naprej. Kaj bi svetoval v bistvu mladim športnikom za na konec eno vprašanje, čisto lahko tudi kak quote, kaj bi jim svetoval na njihovi poti, sploh ko so mlajši, kakšno je tvoje nek nasvet posvetilo njim? Ja, to je večkrat omenil, tista vztrajnost, da res vztrajaš v tem, kaj delaš. Če pridejo porazi, pač pridejo, to ni konec življenja, ni konec športne kariere, da se pač osredotočiš na tiste prave cilje. Okay. Kristjan, najlepša hvala, pa veliko zmag tako na terenu kot pa izven. Hvala lepa.